Zdaj, kot rečeno, je bil vikend namenjen kresovom, klobasam in političnim govorom. Zoran Janković je na Rožniku spet napovedal padec kapitalizma, Borut Pahor pa je na Joštu pri Kranju skorajda zagodel afero Miške 2.0. Odraščajočo mladino je namreč poimenoval Borut kako? Takrat, ko bodo tile naši mladi piškotki prišli iz izobraževalnih sistemov. Borut, a ti po novem govore piše Vitan Mal? Našega predsednika skrbijo otroci, skrbi ga njihova prihodnost, ker vsi vemo, da iz mehkega piškotka lahko hitro zraste Buhtelj oziroma Žan Mahnič. Testo vzhaja. Daj Boruta skrbi, kako se bojo piškotki znašli. Mogoče zato, ker sklepa po sebi. In kako se Borut znajde v svetu odraslih? Hvala. Vidite, kaj nima mame, samo pa žene. Vse zna naš predsednik, kidat gnoj, fojtrat osle, puca skrete, ne zna se obleči brez mame pa Tanje. Ampak pustimo zdaj to. Dajmo se malo pogovoriti o prazniku. 1. maj, tovariši in tovarišice, praznik dela, na katerega se ga tako nabliskamo, da so morali še drug maj razglasiti za dela prost dan. To seveda najbolj na svetu iritira našega dopisnika, strokovnjaka za simbole totalitarnih režimov in diplomiranega Slovenca Janeza Ivana Novaka. Pozdravljeni, gospod Novak! Hvala Jezus, hvala Jezus. Dajte povedati, kako ste pa vi praznovali 1. maj, praznik dela? Tako kot pravi kristjan, Slovenec in domoljub, z delom, seveda. Niste počivali, se zabavali. 1. maj je še zmer praznik, kaj? Ja, seveda je, žal. Pa še tega si vi in vaši rdečkarski voluharji povsem narobe predstavljate. Kako to mislite, narobe predstavljamo? Me veseli, da ste me vprašali. Poglejte, kot vsak dan sem tudi na 1. maja vstal o 5. uri zjutraj. Po jutranji kavi sem seveda najprej prebral poglavje iz naše knjige Premiki. Nato pa sem zaslišal tiste značilne zvoke. Zvoke jutranjih ptic. Zvoke naše vrle snage. Ob 6. uri in 45 minut, nekoliko pozno pa vendar, sem zaslišal zvoke smetarjev. Smetarji? Najprej so odnesli ekološke smeti, pol ure kasneje pa še plastenke. Na dan dela? Poglejte, gospod Novak, to so neizpodbitna dejstva. Tako je bilo. In vse bi bilo lepo in prav, če ne bi banda komunajzerska zmotila tih dveh izmen ob 7. uri zjutraj, ko so popolnoma pijani začeli popevati internacionalne koračnice v bližnjem parku. Edino, kar jim štejem v plus je, da so zdramili apatično, lenuharsko, levičarsko drhav, ki si je obetala dela prost dan in spanje do pol dneva na dan dela. Dan dela! Torej, vi spoštujete dan dela kot dan, na katerega se dela? Seveda! A sploh veste, gospod Godler, kdo si je pravzaprav izmislil dan dela? Naciji? Ne. Američani. Socialistični proletariat, kar ga je takrat leta 1886 v Ameriki sploh še kaj bilo, je skušal skrhati sistem in izsiliti 8-urni delavnik. 8-urni delavnik. Kdo pa še dela samo 8 ur, lepo vas prosim, razen lenuhov, komunajzerjev in oholega, razbohotenega ter samozadostnega javnega sektorja. Za spanje potrebuje delovni človek največ 6 ur. Po 8-urnem delovniku pa ostane še 10 ur. 10. Zakaj? Branje zbranih del Karla Marksa? No, ampak kleni Američani so se uprli, oni so bojkotirali praznik s tem, da so delali. Ampak pustimo mi ubogi delovni narod. Mar veste, gospod Godler, kaj so počeli naši politiki za 1. maj? Sploh veste? Ne vem, kaj so počeli. Afne so guncal! Predsednik republike Borut Pahor je bil na prireditvi na Joštu nad Kranjem. In veste, kaj je dejal? Da je Slovenija varna država. Varna pred čim? Pred poštenim delom? No, za našega možatega premijeja pa itak nihče ne ve, kje je bil in kaj je počel. Tudi ne. Vem pa jaz, kaj je počel. Nič. Tako kot ne počne nič, že v svoj mandat. Cerarjev mandat je en sam 1. maj, dragi moj gospod Godler.
A nisem že v zadnji oddaji rekel, delo osvobaja? Hvala, gospod Novak, bili ste spet zelo izčrpni. Da ne rečem izčrpljujoči. Nasvidenje. No, to, kar te pa šlo brez nesporazuma, a ne, gospod Godler? Bog z vami, Bog z vami. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!